Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, novica številka 1 so novi ekološki plani Evropske komisije. Začnimo. Evropska komisija torej zaostruje strategijo znižanja emisij toplogrednih plinov, ki predvideva, da bi Evropa leta 2030 v ozračje izpuščala 55% manj emisij kot pa leta 1990. Prvotni plan je sicer predvideval znižanje za 40%. Evropska industrija, to je tista industrija, ki zaposluje kar 6,7% vseh Evropejcev, no ta industrija je ideji sicer naklonjena, a hkrati vidi cilj kot nerealističen oziroma samo pogojno uresničljiv. Združenje proizvajalcev ACEA namreč jasno izpostavlja, da se strategija preveč zanaša na avtomobilsko industrijo in premalo zahteva od politikov držav članic. Strinjajo se z analitiki, da lahko s pritiskom na avtoindustrijo najhitreje dosežemo okoljske rezultate, a brez ustreznih pravnih in infrastrukturnih ukrepov bo ta zahtevnejša strategija prinesla le odpuščanje in pa zniževanje standardov. Skratka, brez zahtev po lokalnih političnih ukrepih bo ves trud avtomobilske industrije zaman. Z drugimi besedami, če hočemo torej leta 2050 res živeti na prvi ničelno ogljični celini, potem moramo imeti v vseh državah članicah na oblasti izključno družbeno odgovorne politike. Kar pa bo seveda težko, sploh če sodimo po razprtijah, ki se dogajajo okoli na novo dogovorjenih pravil o trgovanju med EU in pa Veliko Britanijo. Ta so seveda tesno povezana z avtomobilsko industrijo in bolj, ko se bližamo datumu, ko naj bi se dokončal Brexit, glasnejša so opozorila, kaj se bo zgodilo v primeru črnega scenarija. No, zdaj poznamo številko. Ta morebiten politični fiasko bi lahko imel za posledico gospodarsko katastrofo v višini 110 milijard evrov, ne samo na otoku, ampak v celotni Evropi. Za občutek, to je kar četrtina davkov, ki jih največji avtomobilski trgi v Evropi poberajo od prodaje avtov. Težki posel naj bi postopoma prevzeli tovornjaki in avtobusi na gorivne celice, no in Hyundai želi postati številka 1 na tem področju. Poročajo, da so svoj generator elektrike iz vodika začeli prodajati tudi drugim industrijam, tudi za nemobilne naprave. Področje je seveda tudi Toyotino. Skupaj s Hondo recimo so nedavno razvili avtobus, ki bo s pomočjo gorivnih celic sproti polnil svoje baterije, zato da bodo te baterije lahko napajale električne porabnike, recimo v naravnih katastrofah. Korporativne spremembe spreminjajo tudi vodstveno strukturo. Odkar je družbo Renault prevzel prejšnji Seatov predsednik uprave Italijan Luca Di Meo, poslušamo novice o prestopih vodilnih menedžerjev evropskih znamk. Tako se je že okrepila Renaultova ekipa oblikovalcev, oktobra začnejo službo nekdanji Seatovec Alejandro Mesoneros in nekdanji Peugeotovec Gilles Vidal. K Renaultu pa sta presedlala tudi glavni Citroenov marketinger Andrea Belloni in glavni Toyotin proizvodni strateg Luciano Biondo. Seveda si ne delam utvar, da ti premiki ne bi imeli vpliva tudi na to, kaj bomo vozili v prihodnjih letih. Hrvaški električni Rimac bi rad Volkswagenu speljal francosko znamko Bugatti. Do zaključka redakcije rezultata tega poskusa prevzema nismo izvedeli, je pa dejstvo, da se družba Volkswagen vse glasneje izmika iz avtomobilskih niš. Nissan pa se nišam ne želi odpovedati. Začel je ogrevati ozračje, ki ga dihajo ljubitelji športne vožnje. Prihaja namreč novi Z, ki se očitno ozira 50 let nazaj k prvemu legendarnemu muzeju. A morda še bolj zanimiva vest je to, da je Nissan iznašel postopek, s katerim lahko plastiko oplemenitijo s karbonom na bistveno hitrejši način. Namesto v nekaj urah, v zgolj nekaj minutah. In ta dosežek bo slej ko prej vplival tudi na razvoj klasičnih avtomobilov, ne samo športnikov. Premiera tedna pa je Hyundai Tucson. Z obliko, ki je nismo pričakovali, in sporočilo je precej močno. Hyundai ne želi biti več samo zraven, želi stopiti v prvi plan. Seveda ne boste presenečeni nad dejstvom, da prihaja tudi priključno hibridna verzija. Priključno hibridno verzijo pa so pravkar predstavili tudi v avtomobilu, ki smo ga pravkar prevzeli v testiranju, v težko pričakovanem Land Rover Defenderju. Britanski terenec se bo na elektriko lahko peljal 43 km, recimo po mestu, kjer vas po novem ne bodo več grdo gledali, predvsem pa bo električni sklop naredil terensko vožnjo še kar precej bolj zanimivo. Toyotine modele boste kmalu lahko kupili tudi z drugačno značko na nosu. Namreč RAV4 je sredi poletja postal tudi Suzuki Across, Corolla pa je pravkar postala Suzuki Sways.
Seveda, japonski družbi sta kapitalsko povezani in Toyota ima očitno prav tisto, kar Suzuki potrebuje. Se pravi, po eni strani razširitev ponudbe, po drugi strani pa doseganje okoljskih standardov. In z doseganjem okoljskih standardov ima očitno zaradi COVID-19 težave tudi sam veliki Volkswagen. Zato je sklenil posel s kitajskim velikanom, družbo SAIC. To je tista družba, ki prav zdaj prodira v Evropo z električnimi SUV-ji, ki nosijo značko MG. Pa čeprav ti z legendarnimi britanskimi roadsterji nimajo prav nič. No, MG se je pravkar pripeljal tudi v Slovenijo, avtomobil že testiramo, predstavimo vam ga v prihodnjih tednih. Poletje je bilo deževno, kakšna bo jesen si ne upamo napovedati, a pogosto je bila deževna, se pravi manj primerna za kolesarjenje. Ampak izmislili so si zložljiv dežnik za kolo. Ideja pa tokrat ne prihaja recimo iz Nizozemske, Danske ali pa Kalifornije, gre za italijanski startup, ki zbira denar na platformi Indigo. Tokratne novice pa zaključimo s študijo iz Belgijske univerze v Antwerpnu. Ta je obravnavala mobilnostne navade voznikov pred in pa v koronskem času. Ugotovili so, da 44% voznikov vožnjo v službo v resnici obožuje. Pa čeprav jim ta predstavlja stres. Razlog? Takrat imajo čas zase. V prihodnjem tednu so napovedani novi testi Euro NCAP-a, narejeni po novih, strožjih standardih. In napovedane tudi ID.4, Volkswagenov prvi množični električni SUV. Se vidimo prihodnjo sredo.